Danes bomo govorili o prepoznavanju obrazov, o tehnologiji, ki obljublja, da nam bo olajšala življenje, saj nas bo identificirala prej kot naša lastna mami. Zato se postavite v svojo najboljšo pozo za delanje selfijev. Sprehodili se bomo namreč po fakulteti za računalništvo in informatiko in izvedeli več o tej novi tehnologiji. Z mano je docent dr. Žiga Emeršič, raziskovalec na področju tehnologij za prepoznavanje obraza. Žiga, živa. Živa. Ok, dajva začeti s tem, kako deluje tehnologija za prepoznavanje obraza. No, mislim, da imamo dva koraka. Preden sploh začnemo res prepoznavo, moramo sploh zaznati obraze na sliki. Torej, kje so sploh te glave na neki fotografiji, video posnetku, in šele potem lahko delamo naprej. Zdaj, pristopov je seveda ogromno. Nekako rdeča nit pri vseh pa je, da se ali sprehodimo čez sliko na nek neumen način po vrsti, ali mogoče opazujemo kakšne bolj perspektivne regije slike in potem gledamo tisto območje, skušamo dobiti neke značilke, neke značilnosti tistega območja in primerjamo s tem, kar imamo shranjeno nekje v zaledju. Ko rečeš območje, je mišljeno tako oči, usta, ušesa? Posredno ja, ampak mislim območje slike, torej neka podregija na sliki. In zdaj gledamo, ok, aha, to je neka kuža, aha, to se ne ujema z našo predstavo o človeški glavi, torej to ne bo, gremo naprej. Kje pa se uporablja recimo ta tehnologija lahko? Pri odklepanju telefona, mogoče celo računalnika, mogoče ko pridete domov, recimo v avtomobilu, namesto da pritisnete tipko, kater voznik ste, da vam nastavi sedež in vse, mogoče avto že kar sam prepozna in vse nastavi na podlagi obraza. Zdaj, omenil si telefon, da se lahko odklene. Zdaj, moj strah je, če bi teoretično imel brata dvojčka, za katerega ne vem, da obstaja, a bi on lahko odklenil moj telefon s svojo faco? Aha, dobro vprašanje. Vse je odvisno seveda od kakovosti vhoda, torej kakšna je kvaliteta slike, ki jo kamera zajela. Ampak v splošnem v resnici te bojazne pri današnjih telefonih ni, ker se gleda tudi 3D upodobitev obraza in se s tem primerja in pa senzori so dokaj natančni, da zaznavajo tudi razlike, ki jih mi posamezniki, ljudje, dostikrat ne. Jaz sem videl tudi te plakate, ko greš mimo, da se spremeni podoba na plakatu. Se ta tehnologija prepoznavanja obraza uporablja tudi v oglaševanju lahko? Seveda, to je že en tak primer. Drug je pa, treba se zavedati, pri prepoznavi posameznika, na splošno pri biometriji, ni vedno vprašanje, kdo je ta oseba na sliki. Lahko pridemo tudi v področje tako imenovane mehke biometrije. Mogoče nas zanima spol osebe, približno starostna skupina, mogoče etnična pripadnost in tako dalje. Kako lahko pretentaš to tehnologijo za prepoznavanje obraza? Zdaj, tukaj sta dva aspekta. En je ta, kako na sebi, kako fizično, ko gremo mimo nekih kamer, kaj naredimo. In plastična operacija, vreča čez glavo, da je to. Ampak je pa en mogoče bolj zanimiv vidik še tukaj. Recimo, da imamo že neke obstoječe videoposnetke, fotografije, recimo, da poznameš fotografijo na dopustu, pa so v ozadju ljudje in želiš to sliko kazati prijateljem nekje v javnosti in nočeš, da so tisti ljudje tam gor. Zdaj, če damo gor črne škatle, pokvarimo sliko. Če damo zamegljene osebe, izgledajo kot kriminalci. Imamo zanimive pristope, kako spremeniti obraze do te mere, da še vedno izgledajo realistično, da še vedno ohranjajo določene lastnosti. Torej, če se oseba smeji, se potem tudi ta spremenjena oseba smeji, samo identiteta je pokvarjena. In to je ta mogoče tak zanimiv aspekt. Da se spremeni obraz enega človeka. Se verjetno to tudi povezano nekako z deepfake videi. Točno to. Kaj je to? Točno to. Pri deepfakeu gre za generiranje obrazov, ki ne obstajajo v resničnem življenju, ampak so zelo realistični. In točno to tehnologijo lahko uporabljamo tudi za te namene. Kako pa prepoznamo, a gre za deepfake video? Ker jaz zdaj ne zaupam več videoposnetkam. So ta pravi ljudje gor ali niso? Težko vprašanje, ker to je pa ta večni boj med generatorji teh posnetkov, torej programi, ki to delajo, in programi za zaznavo tega, a je umeten posnetek ali ne, a gre za deepfake ali ne. Kako pa je glede varovanja podatkov oziroma zasebnosti pri tehnologiji za prepoznavanje obraza? To je res taka problematična stvar, zato ker pri geslih, če nekdo pozabi geslo, ni problema, si ga spremenja. Obraza, oči, uhlov, prstnih odtisov ne moramo spreminjati.
Tako da zato je res treba biti pozoren pri hrambi vseh teh podatkov, ne. In tipično, oziroma vsaj želimo si, ne, vedno, da so stvari implementirane tako, da surovi podatki, torej surova slika obraza, ne gre nikoli do strežnika po internetu, nekam in tam shranjena, ne, da se vedno obdela lokalno. Wow, me je tole res odprlo oči, oziroma obraz. Raziskali smo, kako lahko računalniki prepoznavajo in analizirajo obrazne poteze in kako bo ta tehnologija spreminjala svet v prihodnosti. Tako da, če se kdaj počutite, da ste osamljeni ali pa da se vas nihče ne spomne, samo pomislite, da zagotovo nekje obstaja računalnik z bazo podatkov, ki vas ne bo nikoli pozabil.